Evropejci najbolj pogosto uživamo govedino, svinjino, perutnino in ribe. In čeprav Slovenci prisegamo na lokalno pridelano meso, še vedno v gostinskih obratih poleg domačega prevladuje meso iz tujine. Torej to, kar mi vidimo v naših gostinskih obratih ali predelovalnih obratih, največ mesa prihaja predvsem iz Avstrije, potem tudi nekaterih drugih zahodnih članicah, torej kot je Nizozemska, Nemčija, nekaj pa prihaja tudi iz Madžarske in Romunije. Meso je običajno začinjeno, posušeno, skuhano ali pečeno. Meso lahko predelujemo na vrsto načinov, nepredelano meso pa se lahko pokvari v nekaj urah. Zato je pomembna sledljivost mesa in mesnih izdelkov. Torej, sledljivost mesa mora biti absolutno zagotovljena, inšpekcija to ugotavlja preko spremne dokumentacije. Obstaja zdaj razlika za goveje meso in za meso perutnine, kuncev in drobnice. Da bi označili meso države porekla Slovenija, mora biti zadoščeno 4 pogojem. Torej, žival mora biti v isti državi mora biti rojena, mora biti zrejena, zaklana in meso mora biti razsekano v isti državi. Takrat lahko rečemo pri govejem mesu, da je država porekla Slovenija ali Avstrija ali katerekoli druga država članica. Kar pa zadeva druge vrste mesa, da bi državo članico imenovali kot državo porekla tega mesa, mora biti zadoščeno pogojem, da je žival zaklana in rejena v isti državi. Takrat je, denimo, perutnina ima državo porekla Slovenija. V želji po večjih dobičkih številni rejci v Evropski uniji meso uvažajo iz tretjih držav, saj intenzivnejša kot je reja, manj je stroškov in meso je lahko cenejše. Torej, če se pogovarjamo o tretjih državah, ki so izven Evropske unije, obrati, ki izvažajo oziroma uvažamo izdelke narejene iz mesa ali surovo meso v Evropsko unijo, morajo zadostiti vsem higienskim pogojem, enako kakor obrati v Evropski uniji. To kontrolira Evropska veterinarska inšpekcija iz Grange na Irskem, torej vsi obrati v tretjih državah morajo biti na uvozni listi in morajo biti podvrženi fizičnem veterinarskem pregledu, ki se opravi na skupni ravni Evropske unije. Načeloma morajo zadostiti enakim pogojem kot naši obrati v Mariboru ali po širni Sloveniji. Kakšno meso imajo slovenski mesni obrati, odkot ga dobavljajo in kakšen nadzor so vzpostavili, smo preverili še pri Košakih, Perutnini Ptuj in Panviti. Toda na naša vprašanja odgovorov nismo dobili. Iz Perutnine Ptuj so nam zgolj poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali: V Perutnini Ptuj imajo označeno in sledljivo ne samo kdo je rejec, spremljajo in nadzorujejo tudi ostale pomembne podatke, od tega, kdo vse je bil v stiku z živalmi, kakovost krmil, na kateri tehnološki liniji je bilo živilo pripravljeno, pa vse do temperaturnega režima vozil, s katerimi je bilo živilo distribuirano. Agrarni ekonomisti poudarjajo, da se je okolje v zadnjih 20 letih zelo spremenilo. Potrošniki pa imajo še zmeraj občutek, da je vse, kar se pojavi na trgovski polici, kakovostno. Kar vidimo na prodajnih policah, prihaja iz različnih okolij, različnih proizvodnih procesov, zato je poznan izvor in sledljivost živil ključnega pomena.